Evo, danes pa s tabo delim eno tako zgodbo o začetku moje poslovne poti. To je približno več kot 9 let nazaj, a ne? In začelo se je s tistim pristopom, ko je veliko podjetnikov pa podjetnicov, verjamem, da zelo znan, v stilu vse lahko sam oziroma vse lahko sama naredim. In potem se je začelo od tega kar nabirati se je začelo del in za vsako dodatno stranko se mi je zdelo, da delam samo še ena taka administrativna dela, odgovarjam na maile, izdajam račune in pišem vsebine za družabno omrežje, skratka bolj takšna administrativna dela, ni pa bil večinoma časa, kot sem si jaz želela, ne, da bi pa delala samo na projektih za stranko. In potem je to izgledalo nekako tako, da so bili polni dnevi dela, rezultati na TRR-ju pa temu res niso bili primerne. Torej, bilo je veliko premalo, kot bi pač si jaz želela, oziroma glede na vloženo delo, tudi da bi toliko bilo prihodkov. In celo spomnim se, celo zadnjič sem razmišljala, da v bistvu ta misel, da bi imela recimo vikend ali pa samo cel en dan fraj, je bilo za mene nekaj nepredstavljivega. Nekaj nemogoče, da to si pa res ne moreš privoščiti, če res ni nekaj zelo produktivnega oziroma tako in drugače. Kar je v bistvu po eni strani zelo žalostno in verjamem, da si nihče ne želi takšnega življenja. Ker se spomnim, da ko sem razmišljala tudi, da bi šla domov k mojim na obisk, sem mogla res narediti dober premislek, kako bi zdaj lahko to čim bolj izkoristila, pa čim bolj na hitro, da potem lahko naprej delam. Ne zato, ker bi to rada delala, čeprav mi je bilo všeč to delo, ampak ker je v bistvu res bilo se nabralo veliko za narediti. In da bi se lotila v bistvu sploh nečesa dodatnega, pa seveda ni bilo časa. Nikoli si ga nisem vzela, da bi recimo kaj še posebej optimizirala, da bi mogoče najela kakšno pomoč, ker pač finance tudi niso bile tako visoke, da bi lahko si najela pomoč in tako naprej. In to je vztrajalo kar nekaj časa, dokler nisem prišla do enega spoznanja. In če se vrtiš na mestu kot hrček na kolesu in si ne vzameš časa, da kaj spremeniš, boš celo življenje kot hrček na kolesu. Pa me zanima, ti je to kaj poznano? Ali niti ne. Torej, če slučajno se vrtiš na mestu in si ne vzameš časa, da kaj spremeniš, potem te povabim, da narediš danes ali pa jutri ali pa čim prej temu konec in poiščeš dodatno pomoč, poiščeš rešitev, ki jo potrebuješ, zaradi tega, da bodo rezultati na koncu meseca tudi veliko boljši. In to mislim tako v finančnem kot tudi v časovnem vidiku. Torej, več časa in pa več financ. Srečno! Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast v najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.